Nekateri so pohod izkoristili za oddih na svoji priljubljeni izletniški točki. Smo prišli tako malo na izlet, kar je lepo vreme. Nekateri za brezskrbno igro, nekateri za samopromocijo, nekateri za akcijo. Na Volovji Rebri za vetrnice ni prostora, pravijo. Mi samo hočemo pokazati, da je ta prostor več kot samo prostor, kjer piha veter. V bistvu smo že do časa sem hotel pridati, ker je še tako kot če bo slučajno kdaj drugače. Plus za to, ker je pač bilo danes to organizirano, bilo še dodatna spodbuda. Upam, da bo zdrava kmečka pamet prevladala. Tukaj bi tudi lahko apeliral na naše domačine, ki niso dovolj kritični do vseh teh postopkov, ki so bili izvedeni. In recimo med drugim vetrne ogrožajo tudi njihove lastne vodne vire, na katere so zelo ponosni. Na nek način bo dobro, bomo imeli več elektrike, naravi pa nav tukaj dosti. Gradbeno dovoljenje sicer še ni pravnomočno. Na pobudo zaščitnikov Volovje Rebri meljejo tudi še sodni mlini, ki bi dovoljenje lahko zmleli in preprečili gradnjo, pa tudi v nasprotnem primeru v koaliciji za Volovjo Reber ne bodo odnehali. Mi smo že v sodelovanju z mednarodno organizacijo za varstvo ptic BirdLife pokrenili postopke na Evropski uniji in ravno pred dnevi smo dobili z Evropske komisije pismo, da se trenutno ukvarjajo s primerom Volovje Rebri. Za zanemarljiv odstotek energije, ki bi jo prispeval veter z nje, je namreč območje, ki naj bi postalo celo del krajinskega parka, greh uničevati, pravijo. V tujini namreč vetrnice po večini postavljajo tam, kjer je narava zaradi človeških posegov obremenjena že od prej.